V Turnišču so ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili slovesno prireditev. Dogodek je potekal v jedilnici Osnovne šole Turnišče, kjer so se zbrali krajani, učenci, kulturni ustvarjalci ter predstavniki lokalne skupnosti. Proslavo so z izvedbo Zdravljice odprle pevke ljudskih pesmi kulturnega društva Štefan Raj Turnišče. Zbrane je v slavnostnem nagovoru k razmisleku povabil Mihael Habjanič-Kasaš, ki je poudaril pomen kulture in jezika kot temeljnih vrednot skupnosti. Kultura je v nas samih. V tem, ko se gledamo, kako se poslušamo, kako drug drugima govorimo in kako si bodamo roko. Danes je dan, ko se spomnimo tistega globokega hrepenenja po svobodi, bratstvu in človečnosti, ki ga je Prešeren vtkal v naše misli in srca. V času, ko se zdi, da se družba vse bolj cepi, po prepričanjih, po zaslonih, po klikih, se vse prepogosto pojavljajo glasovi, ki na nasprotne bregove postavljajo mi proti oni. Kultura govori drugače, govori skozi človečnost. Zato danes na kulturni praznik ponavljam, povezujmo se. Ne iščimo zmagovalcev in poražencev, iščimo srednjo pot, tisto, ki spoštuje razlike in gradi skupno prihodnost. Si lahko predstavljate, kakšen bi bil naš svet, če bi vsak dan izbrali dialog? Tukaj v Turnišču imamo čudovit simbol te sočutne, prijazne poti, speljane do romarske cerkve Marijinega vnebovzetja. Vsako leto se sem zgrinjajo ljudje iz vseh smeri, različnih jezikov, različnih navad, različnih življenjskih poti. In pred podobo Marije Božje se vsi poklonijo v spoštljivi, ponižni tišini. Vera, če jo živimo iskreno, nas uči ravno tega, da smo pred Bogom in pred drugimi enako ranljivi, enako potrebni ljubezni, podpore drug drugega. To je ta tiha moč, ki jo danes potrebujemo. In prav zato sta Pomurje in Slovenija v evropskem in svetovnem merilu tako posebna. Imamo z ustavo priznani avtohtoni madžarski in italijanski narodni skupnosti, sobivamo z narodnostmi nekdanje skupne države, kakor tudi z romsko skupnostjo. To ni naključje. To je zavestna izbira matičnega naroda, da skrbi za svoje manjšine, jih spoštuje in jih vključuje. To sožitje je eden naših največjih kulturnih dosežkov. Lahko smo vzor, ne samo v bližnji okolici, ampak tudi v Evropi in širše. Dovolite mi, da vam zaupam kratko prispodobo iz mojega vsakdana. Kot nekdo, ki se v prostem času ukvarja s finančnim svetovanjem, vidim, kako nas kultura potrošništva sili v nenehno kupovanje, v hitro zadovoljitev in s pozabo na jutri. Pravo premoženje ni tisto, kar porabimo danes, temveč tisto, ki ga prenesemo naprej, otrokom, vnukom, in to še zdaleč ni samo denar. Predvsem so to jezik, običaji, pesem, zgodbe, vrednote, sposobnost sožitja. Varčevanje in naložbe niso samo denarne, so tudi kulturne. Vsakič, ko prisluhnemo nekomu, ki misli drugače, ko se nasmehnemo, ko nekoga povabimo na kavo, ko delimo mizo, tedaj živimo kulturo in delamo naložbe za prihodnje generacijo. Gradimo medgeneracijsko kulturno dediščino, ki je neprecenljiva. In ali nismo vsi odgovorni za to, da naslednjim generacijam pustimo več kot samo račune? Spoštovani, naj bo ta večer spomin, da smo lahko vzor, da je mogoče živeti skupaj z različnimi pesmimi, različnimi ritmi, različnimi koreninami
in da je to celo lepše, kot če bi bili vsi enaki. Kulturni program so s prisrčnim nastopom obogatili tudi najmlajši. Otroci iz vrtca Turnišče so pod mentorstvom vzgojiteljic Simone Flisar-Gumilar in Kristine Zadravec pripravili točko z naslovom En pesnik je živel, ki je požela velik aplavz občinstva. Uganka za 8. februar. Poseben poudarek letošnje proslave je bil namenjen ustvarjalnosti mladih in odraslih, saj so ob tej priložnosti razglasili rezultate 42. literarno-likovnega multimedijskega ustvarjalnega natečaja na temo Sreča. Od 1. decembra do 8. januarja smo ga imeli odprtega, zdaj ga danes zaključujemo. Znani so nagrajenci, znani so dobitniki priznanj v 9, 10 kategorijah, vsi najboljši, tako da bomo danes to na tej proslavi to podelili priznanje in zahvale. Obenem bomo pripravili tudi razstavo teh nagrajenih del. To se bo pa potem odvijalo na prostorih občine Turnišče. V 9 kategorijah sodelujoči je letos, ne vem vam točno številko povedati, je različno število nagrajencev. V glavnem nagradimo prva 3 mesta, prvo, drugo, tretje mesto, oziroma kjer se pač komisija ne more odločiti, je mogoče malo več drugega mesta ali tretjega, to se bo videlo tudi na razstavi, mislim, da proslavi in razstavi. In odvisno, od leta do leta je zelo odvisno, kdo, kako sodeluje, kam so poslana vabila. Vabila so sicer zmeraj na eno isto mesto poslana, ampak udeleženci so pa zelo različni. Veste, kultura je del nas. Se pravi, če živimo in delamo, smo kulturni oziroma kultura nas povezuje, kultura je tudi ključ do sreče, kar je naša geslo letošnjega natečaja Sreča. Tako da mislim, da živimo in seveda mi kot kulturno društvo smo predvsem ponosni, da lahko to obeležujemo. Najprej so podelili priznanja za literarna dela osnovnošolcev in mladih. Med osnovnošolci nižje stopnje je prvo mesto osvojil Gabriel Černi z delom Sreča. V kategoriji višje stopnje pa je zmagala Zita Hebar prav tako z delom Sreča. Med mladimi ustvarjalci je prvo mesto osvojila Kaja Trnar z delom Naročje angela. Sledila je podelitev priznanj za likovna dela, pri katerih so sodelovali tudi najmlajši ustvarjalci. Med predšolskimi otroki je prvo mesto prejel oddelek otrok starih od 5 do 6 let iz vrtca Turnišče z delom Sreča, kaj vse me osrečuje. Med osnovnošolci razredne stopnje je zmagala Lejla Gal z delom Sreča pod barvnim dežnikom. V kategoriji višje stopnje pa je bila najboljša Ana Pintarič z delom Meja Lumina. Priznanja so prejeli tudi odrasli ustvarjalci. Med likovnimi deli je prvo mesto osvojil Leopold Metan z delom Idila na otoku Ljubezni. Med literarnimi deli odraslih pa je zmagala Suzana Gut s prispevkom 3 novele. Na področju multimedije je prvo mesto med fotografijami osvojila Tatjana Bogdan Sečnik z delom Skrita darila Sreča. V video kategoriji pa je prvo nagrado prejel Bine Tratnjek z delom Sreča je v malih stvarih. Po besedah župana Boruta Horvata z natečajem krepijo kulturno življenje v občini Turnišče. Se pravi, kultura je tisto sožitje in kultura je tisto, kar nas odraža navzven, kar nas tudi bogati, kar nas obenem tudi predstavlja širše, se pravi širši javnosti, kot tudi širši družbi. Zato je tudi pomembno, da to že 42. leto moramo povedati, da poleg tega samega praznika, se pravi slovenskega kulturnega praznika, se tudi naše kulturno društvo se potrudi vsako leto in izvede literarno-likovni multimedijski natečaj,
kjer dejansko zbere vsa dela, ki so z tega področja, se pravi letošnja tema je bila sreča in na to temo so potem tudi vsi, ki so se prijavili, dali svoja dela na ogled širši javnosti, ki bodo tudi sedaj predstavljena na občini Turnišče, se pravi vse in dvorane, da se bodo lahko tudi vsi pogledali ta dela, mogoče kaj prebrali, mogoče kaj likovnega, ustvarjena, se zamislili pred temi likovnimi izdelki in se potem potopili v to neko srečo, povezali to za svojo osebno srečo, oziroma si predstavljali to srečo nekako drugače, kot so se zamislili ti avtorji, se pravi likovnih del, literarnih del oziroma multimedijskih del. Kako kulturo vedno povezujemo z stavbami, ne? Ampak kultura niso samo stavbe, so tudi ljudje, so tisti živa stvar, ki dejansko pridane tem stavbam, ki so v naši občini, ki so pomembne za našo občino, tudi neko vsebino, tudi neko dogajanje. Zato je tudi takšno dogajanje, kot je današnje, se pravi, ko poveže dejansko slovenski kulturni praznik z multimedijskim natečajem, likovnim natečajem, literarnim natečajem, nekako obogatiš, se pravi, tisto praznovanje. Premalokrat se spomnimo, da ni kultura samo 8. februarja, da kultura je dejansko celo leto, tudi kulturno govorenje, tudi kulturno izražanje, tudi kulturni odnos do sočloveka, do drugega mišlječega, do druge, na primer nacionalnosti, pripadnosti, je tisto, kar nas bogati. Se pravi, bolj smo kulturno ozaveščeni, boljše potem deluje tudi družba. Kulturno prireditev so dodatno obogatili mlajši otroški pevski zbor Osnovne šole Turnišče s pesmima Ko si srečen in Snežinke. Ritmična skupina deklic prvih 3 razredov s plesno točko Sreča na vrvici ter folklorna skupina kulturnega društva Štefan Raj Turnišče, ki je nastopila s plesom Sirotica in Polka po domače.